Dobrodošli spet nazaj v tedenski vlog, spet smo nazaj normalno po Londonu. Jaz sem si naredila že make-up, ampak ponedeljek je, kar pomeni, da moram začeti naprej vlogat. Barvi nohtke imam full cute. Pač, te sem kupila v Londonu in so pa moje favorite. Zdaj pa malo urico bom dala gor, it's so cute, dejansko jo vsak dan nosim in je adorable. Jan je še na dopustu, tako da gremo danes po opravkih midva. Knjižnica je itak zaprta, mislim, da tak 2 tedna zaprta. Tako da ne gremo v knjižnico, ampak imamo ene par drugih stvari za narediti, moramo iti na banko. Jan bo šel na Snow Monkey, ker gremo spet gravirati neki. A ti greš gravirati, a ne? Let's go. Jezus, zdaj sem na banki in jaz nisem vedela, da sem vinjeto plačala za mojo drugo kartico, namesto za mojo prvo kartico. In sem mislila, da mi je šlo za brez veze neki denarja dol. In nisem vedela, kje lahko jaz to vidim. In prijem gar na banko in ona reče, vse tako na kliku vidite transakcije, a kaj ne štima? Jaz tek, ja, na kliku pa pogledam, pa vidim vinjeto, pa sem tek, dames. V glavnem, na koncu bi skoraj dala pritožbo nad banko, zaradi tega, ker jaz preveč zapravljam. To bi bilo kar ikonik, po moje. Ampak ne preveč zapravljam, kupila sem sam vinjeto. Ja, nažalost. Ja. Zdaj to je eno avtocesto, ko imamo. Zdaj pa gremo še v Millerja, ker jaz rabim suh šampon pa par drugih stvari, pol pa gremo k moji mami nest kavico. Ker danes ni mami z mano na ponedeljskih opravilih, ampak je Jan. Dobro. Gremo naprej. Jan je zdaj naredil za jest. Kaj je to, da mi ima povej? Na hiter. To je kruhec popečen, pol pa je gor brie in pol sem prepekel breskve na olivnem olju, pol sem dal zraven med, pa rožmarin, pa pršut. Kaj praviš, Luna? Vezal. Kaj praviš, Luna? No, probaj. Nekaj ne daš jedi najbolj. Na večjih kosah je več brija. Kjer je moj zdaj? To je moj. Ja. Ok. A lahko sta to dva. I like it. Kaj pa je to? To je pršut popečen. Bri. Koliko dober pa še bri posod, ej. To je to. Drugač pa, jaz sem glih oddala eno prijavo za delo, ker bo treba malo zaslužiti, če hočem še iti v London, ne? Tako da, fingers crossed, da bo dober. Da bo dobro. Ne da dobim, ker dobro bom. Sam da bo dober. Kaj ti gremo na Snow Monkey headquarters. Tukaj sem. Kaj vrate gor. Olej, opazovalnica. Glej jih, vse te opice. Ta najlepši. Ja, smo zdaj uradno glavni ambasador za Snow Monkey, očitno, ker smo spet pokasirala. Eno torbo, popumo in stvarino. Jaz sem prišel, da kupim nekaj, bo Ja, je rekla. No, v glavnem, zdaj imamo objavo, evo, tako da... ja, pa to. Ti si to Jaz imam to tega, skozi pijem kavo iz njega in imam Tex Mechanica iz Destiny. Ja, zdaj pa moramo zrihtati še naslednjič, da bo Snow Monkey uradni sponzor obeh voditeljic kraljevskega podcasta, tako da moram jaz te vprašati, kje bi imela, pa kaj bi imela gravirano gor. Ampak ja, zabavno. Zdaj pa gremo mi v Ljubljano, ker bomo šla v Tivoli. Ima naredila en St. James's Park experience. Ja. Piknik. Imamo slovenski St. James's. Tivoli. Slabo. Tu sem kupila, jaz moj rajs kukar v glavne, zdaj smo v Asia supermarketu in jaz sem zdaj preverila datum. V sredo je premjera, ne danes. Tako da smo brez veze v Ljubljani, ampak gremo pa v Asia supermarket. Kaj? Na piknik smo šla. Na piknik gremo, ja, teda. Pa gremo pozdraviti še Simono, če smo že gledali tukaj. Kaj smo jaz prišla iskati? Furikake, točno. Lej, sem še eden je. Evo jih, tega imam jaz, tako da bil je manj kot to. Lisi za Tea set. japonsko stranko. To so kar fajn stvari, te palčke, nekaj so lepe. Oh, wow. Pa ta je full cute. So cute. Tega sem imela pa prej pretrpno. Kaj? Imaš doma, kaj že ta pravo angliški teacup and stuff, ne? Set. Ja? Ampak a so narediti iz superior ceramika? Ne, narejeni so iz British ceramic. Kaj? I just figured something out. Tu bi lahko kruhke delal. I can make my buns with Pa that. se jih lahko, zanimam več unga, rajs kukarja. Ne, nimam več tistega. Ja. That's a problem. Rabo bi mrežica, rabo bi to, ker pa še tam noter, which would probably be that, or that, ne, to je samo kapica.
that. In pa bi lahko delal buns. Pa si ga narediš na navadnem tedilni, mislim, na pari. Ja. Ne rabiš rice cookerja, nujno Ne, za to. samo tisto pa rabim, te. Ja, to je pa ja. To pa bi kupil. Ja. To ti je, ja, 6-9, to je nekaj. To je bil perfektno, samo to je samo za enega. It's a tiny little bastard. To je, ki ga Žal, tisto malo preveč. To ti je bil bil. Lej, kak je cute. Ne, imam dosti, imam en teapot je dovolj. Tole? Ja. Ja. Niko. Ja, se jaz ne bom nič kaj več. Nič več? Ja. Dobro. Ne, tako realno, res, ne žuga ne rabim. Olej, tete srčke od palmice. Se enkrat že Ja. kupila, ne? Se bo kaj nagod, sam ne Ti je to. bilo? Mislim, tekno. Zanimivo je bilo, ne bi še enkrat kupila. Fake spam. A rabimo še kako to? Makico. Ne imamo vse. Zaenkrat. Zdaj gremo mi dva lepo z najno opremo tule v park Tivoli. Ampak to zdaj, ko sem prišla iz Londona, to je scary, koliko mi nimamo poskrbljeno za to. Pač se tam po drevesi 3 ljudje sedijo. A ni za to park? Sej so ljudje, sem pri fulih je malo. Nobeden se ne druži, tam mogoče skejtajo, ampak I don't know. It's kind of scary, isn't it? Enostavno ne delamo tega in ne razumem zakaj. Pač moj usual. Jaz sem bila večkrat tukaj takle. Kaj to je? En je izgubil Bluetooth slušalko, prines? Je, V Tivoliju. v Tivoliju. Na Jo bom tleh. dal v travico. To je en listek. Ja, ne bom zdaj pokazala, bo kdo drug prišel iskat. Tam je en listek na tleh, da tam je slušalka, če jo kdo slučajno pogreša. Danes se je pa snemala po moje najbolj ikonična epizoda prejšnjega kraljevskega podcasta, ki so imeli zunaj MacBook pa mikrofon in se je na polno zlil. Pač uscal, tako se še nikoli ni, ono kot da bi pipo odprl. Jaz sem se drla, zato ko pač mi je bilo strah, da mu kaj uničila. Šla sem. Ja, tu bomo šla, ja. Ma ne, meni se pa ne ljubi več hoditi. To je čist fino, lej. Zadaj imamo otroka. Otroka. Koliko years older than you, but okay, hello. Ja, zdaj si with your mama and Yeah, papa. okay, I'm with your mama Mama and in papa. papa. Ja. I'm the back princess. Mini taksi, what the heck? V Ljubljani? In Tudi te Ljubljana? stvari se dogajajo pri nas v Ljubljani, vem, da je pač insane. Pridite še kdaj, or don't, ker pač imamo že tako preveč ljudi in turistov, ne se ne, drugače vsi ste dobrodošli vedno, ampak... Vsi so dobrodošli, vsi Netflix. Delaš free reklamo za my place. Ja, ja. Mislim, ja, vedno ste vsi dobrodošli vsi na Plexu. Pač jaz Ja. nimam nič od tega sicer, ampak Ne. se pa lahko mogoče kdaj vidimo. Ja, če hočete njo videti, veste, kje jo lahko najdete. Drugače smo bili pa... Kaj? Potovanje v Egiptu. Drugače smo pa tukaj v Aleji smo bili zdaj, in smo bili na kavi oziroma na... A lahko prosim Janu Mango? Ja, oh my god. Ne, Mango, don't shame me like that. Ki je mislil, da je cheap ass mango, because it looks ripe as hell. Turns out that to airplane mango, which was 9 euros. This mango is premium quality. Z jetom so ga prepeljali. He looks like he's gonna die though, but it's a 9 euro mango. It's and all wrinkled up like a it ball was sack. A deal. Yeah. The mango, Janu mango, and also Kam moramo iti mango. ravno ali? Levo boš šel. The men go to the left. Ja. Because women are always right. Right! Drugač, gledali smo tudi suši v Ljubljani, v Šparu in jaz sem ugotovila, da je bil v Londonu cenej. Tako da vsi oni, ki pravite, kako je London ful drag, ne ni. Oboje je drago, ampak ja. Živeti v Londonu je drago, Ja. hrane pa ni. V glavnem, strehe nimamo, gremo tam. Ne morem! Zdaj sem si pa vzela, kaj imam zdaj pa pokrovček, tako spodje. To mačevo. Vzela sem Nikino bowlo, Nikino hotelski zajtrk in honestly, tale sandvič, ta ogabna, nagnusna barabe, ampak skoraj drugače. Ta sandvič je še v redu, ampak glede na to, da je tale bowla tek skoraj 10 evrov, ne ni 10 evrov, 5 evrov 19 je. Veš kaj, bi bila pa neka omakca gor na solati. No, sam solata je. No, ampak, I'm gonna say something. Kaj? Zdaj, ko sem bil
prvič bolj kot ne po Londonu v trgovini. Slovenija res ni poceni. Ne, Slovenija je crazy. What do you mean, da je to 6 evrov? Kak sem jaz lahko dal 9 evrov za mango? Sandvič je vsaj... Sandvič. Sandvič je basen, Ampak sam je pa jaz se tudi rečem, bil... tak- Kaj je v sandviču? Ne vem, ti se ne bi najedel od tega. Suha kaj je v salama, sandviču? par unih piščančjih prstih, sir, majoneza pa solata. I bet your mother can do better. No, anyone can make better. My mother No. can make the better. Pa praženc. No. Je dober vsaj. My mother can do, sorry. Zadnjič ga mama naredila, ko je bil tako fluffy. Je bil tam Samo je ima spet po sam suh. klobasah pri okusu, ne vem zakaj. Moji prsti smrdijo po klobasah, ker sem šla to na sandvič. Možno. Again, neka čokoladna krema ali pa ne vem, neki gor na ta praženc bi malo bolj, you know, to pa Nisem je dober, actually. Sladek je tak, kar se mi zdi. Goji praženc je. Čeprav tukaj je še sadje, ampak to pa po moje za jutrk prehranjeno. V glavnem, to je to. Kadar je Jan doma, jaz kar pozabim, da moram snemati. V glavnem, torek je. Jaz sem že narejen make-up, zaradi tega, ker pol pride Teja, gremo snemati na kraljevski podcast. Kaj pa ti delaš, Janko? Različne stvari. Sprav sem šivat, verjetno. Jan ima zdaj tukaj lepo svojo sobo Ja. in ima svoj arts and crafts room. Yes. Lepo si naredil, ko imaš tam 3D printer, pa okay, mizo zdela, ni pospravljen, ker skozi nekaj dela. Ampak se sem rekla, tukaj na mestu žila. Da še imam od rojstnega dneva candy here. Oh, right. Nekaj plac, kam ga dati, ker je tu basically celi kot pol candy. Ja, na računalnik si hotel prnesti zadnjič. Ja, to tudi. Moram tudi plac narediti za njega, da ga lahko imam sploh, tako da. Ja, Da sem delal za te pavče. Za cornhole. Bojo darila. pa tu imaš to American flag. Yeah, it's Pozvala smo v Angliji kupiti za mene Union Jack, da bi jaz imela tako isto na steni eno zastavo, pa je genialno. Se ga lahko kupiš na Amazonu, Temuju, Na Temuju ne bomo na Temu. Zakaj? Ne vem. Ne, fuck Temu, fuck European Union. Ne, fuck Temu overall. Na Amazonu bom kupila. Bo prišel čez noč. Sam res. Ko ima stejo na morju, lahko jaz naročim v Italijo in bo prišel čez noč in grem na paketomat v Italijo iskat. Ba je to folk dela, I don't know. V glavnem jaz grem zdaj tukaj lepo na balkončka, Lunica me čaka, tam imam sokec knjigo in sedela zunaj, dokler Tečko ne pride. Oziroma me zomedi še kosilo, ampak... Ali imam pa malo prostora, prosim? Please, wanna sit? Aj, ja bejš no, se si lahko tu, sam ne tukaj jaz si. Naredila sem bolice za naju oba. Zdaj, to so neki novi furikaki. Fini so, nekaj, ali? Ja, pa dejansko imajo gor pač večje algic. Avijanovo. Dobre tek. Pa nima teriyaki sosa, takrat ni teriyaki, no. Oziroma gor, kar ful paše drugače, ampak ga nimamo. Pa tudi v tušu ga nimajo, tako da shit happens. Come on, gledaj. Sure. Ja, sure. V glavnem, dobili smo ponudbo, dober dan, Luna, da bo Teja tudi dobila svoj snov manjki za kraljevski podcast. Pa hočem, da je take barve. Bomo povedali naprej. Ne vem pa velikost, to pa še ne vem. Jaz sem zadovoljna z malimi. Jaz smo imeli tole cel setup pripravljene, smo da gremo snemat. Danes ima so Teja mikrofon gor na stojalo, tako da upamo, da bo boljš snemal. Mislim, pač bolj lažje pick up the voice. Jaz imam pa tako vedno mojega tukaj. Nikola, kje si, da zrihtaš nov mikrofon? Come on. God damn it, Nikola! Rabimo za snov. Luna! Kaj snov manjki prej dobima sponzorstvo, ko pa Nikola stari, Res. Logitech. Logitech! Danes gremo v Maribor, zaradi tega, ker gre Jan zobe slikat. In zdaj smo se ustavili tukaj na upravljanci, z Jan avto pere prvo. Ampak in other news, I might be getting a job, nič kaj ne bom več povedala. V ponedeljek grem na razgovor, ampak for a content creator in pač I'm scared, guys. Mislim, she's finally getting a job, sem pač vseeno. Bomo videli, kaj bo šlo. Živčna sem že zdaj, do ponedeljka bom skozi živčna. Ampak zdaj, first things first, let's get the car clean. Kaj greš iskat? Blago greš iskat.
Jaz sem rubriček jedla, imam polno rubričkov okrog kopsa. V redu je. Danes se začenja en zelo poseben izziv, zaradi tega, ker tole si pa želim narediti že full cajta. Hočem narediti challenge, kjer berem 24 ur. Danes bo dolg dan v glavnem, ampak sem se odločila, da glede na to, da delam to prvič, bom si majčkeno olajšala s tem, da bom pač vmes spala. Ne bom dejansko pač polnih 24 ur potegnila, ker je to pač insane, ampak bom pa probala videti, koliko knjig lahko preberem v 24 urah, pa pač probala bom bereti, koliko dolgo bom zdržala. Zdaj, kjer knjige bom brala, jaz sem se odločila, da se bom pač osredotočila na eno pisateljico, ker sem pa zadnjič gledala video od ene, ki je brala samo knjige od Stephena Kinga. Jaz se bom pa osredotočila na Freida McFadden, zaradi tega, ker njene knjige pač dejansko edine full hitro berem in mi dejansko pač so dosti zanimive, da mi bojo tekle 24 ur. Teda tukaj imam moj nabor, imam Zapornika, drugač skoraj nič ne vem o nobeni od teh knjig, teda grem v bistvu blindly v vsako od teh. V glavnem prvo je Zapornik, pol je Dear Debbie, ta je v angleščini. To je drugi del od Hišne pomočnice, se pravi Skrivnost hišne pomočnice, Izbranec, teda se po moje najbolj veselim, teda mogoče bom to prehranila za na konc, tam ko bo že najtežje dejansko se fokusirati pa brati. Pa zadnja je pa še Najemnica. Tako da, vse so od Freida McFadden. Če ste kjero prebrali, mi dol spodaj napišite, kako so se vam zdele. Zdaj pa jaz bom majčkam pospravila stanovanje prvo, zato bom pač tako normalno snemala. In potem začnemo. V bistvu, zdaj je ura 7:13, začela bom pa ob 8, tako da imam še 45 minut časa, da lepo pospravim. Pa naredila si bom pol kavo in potem se bomo sedla tam na kavč, a pa mogoče celo zunaj na balkon, ker zdaj še ni tako vroče. In začnem brati. Evo, ura je 8. Dokaz, ura je direkt 8. Zdaj pospravila sem mačken, ampak tole mi pa, prosim, oprostite, to so cote, ki se sušijo. Tako da, zdaj pa začnemo z prvo knjigo. Po moje bom jaz kar začela z Skrivnost hišne pomočnice, zaradi tega, ker ta je pač drugi del une, ki sem jo že prebrala. Tukaj imamo moj zajtrk, oatmeal, kavica, voda. Let's start this. A ja, moram si še računalnik naštimati, da bom imela timer. Ok, sem to še naredim. Kak app fajn je, da je tak timer. Da tole tekle. Ne, stopwatch, I guess. Imam vse ready. I guess, ja, na telefon moram dati še nastojalo, ki ga imam. Tega bom uporabljala, sicer je dosti shit, ampak it's what I have right now. Klimo bom še užgala, ker je fucking vroče. Klima je. Timer, tu sem lačna, tako da prvo bom mogla jesti zraven. I'm so excited! Zdaj sem ugotovila, da pač vseeno to, koliko jaz knjig preberem v 24 urah, ne bo to realno, zaradi tega, ker se moram pač s kamero ukvarjati, pač se pogovarjati, whatever. Ampak prebrala sem zdaj prolog. In tako ja, od Freida McFadden so definitivno vsi prologi so isti. Ampak also, pač se za take knjige ne moreš zagrežirati, pač mora biti nek hook. Se mi pa pogosto zdi, da so tako dosti pointless hooks. Zadnjič sem prav gledala en TikTok, ki je ena pisateljica hotela objaviti oziroma izdati svojo knjigo in so ji tako napisali, da pač ne moderni bralci tega ne bojo mogli slediti in pač je preveč komplicirano in da se prepočasi začne in podobno. In tako mislim, da Freida McFadden je točno pač dokaz tega, da se mora takoj začeti. Ampak ja, te hooks oziroma te prologi so mi tako res pointless, ker itak pozabiš na njega. In sam tek pač so na začetku zato, da ti začneš brati in si tek, oh my god, kri! V glavnem, zdaj se pa začne dejansko prvo poglavje, ki je pa 3 mesece pred prologom. Ja, pa fajn bi si bilo prej še neko muziko naštimati. Jaz si bom naštimala moj... Kaj na televiziji bom naštimala? Jaz imam tak 100 let star TV. Pa za YouTube uporabljam Xiaomi. To je pa še od podcasta od zadnjič. Poiskala bom nek moj Dark Academia oziroma whatever, reading playlist. Oziroma, to je nek Fantasy Tavern, a ne, nočem tega, hočem nek nova epizoda podcasta, dajte pričakirati. To bo moj ambience, zdaj pa res timelapse in gremo brati.
Tako se moramo vsak poglavje javiti, prav poglavje je fertik. Se pravi, pač je spet hišna pomočnica, ki živi pri eni družini in jim pomaga pri pač hišnih opravilih, in ta njena delodajalka je pač once again a bitch. Oziroma, se veš, pač Frida McFadden moraš questionati vse. Ampak se mi zdi, da pač ful je poudarek na tem, da ima ona hčerko in da se Millie je glavna junakinja, se ful poveže s to hčerko in ji pač hčerka reče mama namesto pač mama, sprav pač varuški reče mama. In mislim, da se bo to vrnilo, mogoče bo to a big thing, I don't know, ker v teh knjigah nič ne moreš realno predvideti. In tudi to, da je ta njena, zmer hoče reči lastnica, delodajalka, ženska, rečemo ji ženska, ime je Amber. Amber? Ja, Amber, oh my god. Anyway, tudi to, da je ona pač kao a bad person, moramo videti. You know, mogoče ni, ker it's Frida McFadden. Mogoče parkrat vmes ne bo timelapsa, ki berem, zaradi tega, ker se mi to navdalo skozi editati, pa skozi delati timelapse, pa bolj musko čez. Ampak čas mi, zdaj bom brala skozi. Tretje poglavje je fertik, sem pri 4. in Millie ima tipa, s katerim je pol leta in on ima kao težave s srcem in on si ful želi, da bi se ona čim prej preselila k njemu. And I find that sus, for some reason. Mislim, zaradi tega, ker je Frida McFadden, vse mora biti sus. Okay? Brock je sus, ona na začetku Amber sus, ta mala hčerka sus, fant sus. Pa še en moški je bil vmes, ki ga je spustila v hotel, v blok, sus. Ja, I don't know, ampak trenutno mi je najbolj to, da on hoče, da se ona čim prej preseli k njemu. In da on jemlje neke tabletke za srce. I'm just looking for the Chekhov's gun, ok? In pač povsod so, ker je Frida. Drugače pa razmišljam, da bi si mogoče malo frisumila, ker imam neko novo sončno kremo sem kupila in me ful oči pečejo. Teda dala sem timer na pauzo, grem si to zdaj mečken sprat, ker nekaj mi ni cool s to sončno kremo in pol ne morem brati, ker me oči pečejo. Ok, spravila sem si. Malo je boljš. Upam, da ne bom rabila še make-upa dol sprat zaradi tega, ker sem hotela imeti make-up za ta video. Mislim, originalno sem si rekla, da ga nam imela, da bom lažje brala, ker pač vedno me nekaj pol začne oči matrat, ker imam ful občutljive očke. Nadaljujemo. Opisovanje likov. Pogledam se v ogledalu, pogledim svoje svetle lase, ki sem jih spela v preprosto figo. It's giving 50 Shades. S tem sem zadnjič v podcastu govorila, ker se pač kako opisati lik, pogleda se v ogledalo, I hate it. Ampak ja. Zdaj išče novo službo, zaradi tega, ker je ona Amber odpustila. A bom jaz delala update vsako akim poglavje? I don't think so. Moram manj jepat, več brat, sem na strani 24 in minulo je že 20 minut. That's bad. 1 minuto na stran, približno, manj. Gotta hurry up. Ok, se pravi, zdaj imam novo službo pri Douglasu Garricku, ki ima bolno ženo in to je zelo verity coded, ampak ona žene ni spoznala, sem pač prišla in sem delati, nimata otrok in mogla je narediti prvo večerjo. Zdaj, kaj je bilo nenavadnega pri večerji, zraven so bila navodila, ki so bila tako oddly specific, like pašteto je treba kupiti v Oliverjevi delikatesi v četrtek pred 4. uro, bla bla bla, pač polno enih takih navodil, ki so full weird. Ampak, ja, tako gre naprej, zdaj sem pri 8. poglavju, stran 45, drugače pa to je eno poglavje. Tako da, zato gre tako hiter s poglavji. Ok, zdaj imamo ime za onega tipa, ki živi v istem bloku, ime mu je Xavier. Pačken backstorija, kaj se je zgodilo za Enzom iz prve knjige. Se pravi, Enzo je bil v prvi knjigi ko je pomagal pač beg spraviti onega moža, ki je bil abusive. In potem sta Millie in Enzo pač skupaj delala. In pol sta bila še skupaj pač. Ampak se je on mogel vrniti v Italijo, zaradi tega, ker mu je mama je zadela kap in je šel skrbeti za njo in ga toliko dolgo ni bilo, da sta se pač zmenila, da she can move on. Ampak ona je very clearly še vedno zljubljena v njega in definitivno se bo vrnil. Okay. Ampak glede tega Xavierja, koliko ona dvomi v njega, pa pač koliko je creepy, jaz mislim, da bo on na koncu the good guy in da bo ta Brock the bad guy. Pa pišem si stvari. Dejansko si delam zapiske, zaradi tega, ker res prav pozabim imena in pozabim kdo je kdo in zdaj imam vse tu lepo napisano. Sem pa na strani
57. Imamo prvi, Xavier jo je ustavil na hodniku in jo je hotel v stanovanje, zato da bi nek film gledala in zdaj je zagrabil za roko in To se dogaja v tej knjigi, pač seriously, jaz ne vem, če bom lahko za vsako poglavje povedala, kaj se dogaja. Zaradi tega se vsakemu poglavju nekaj zgodi. I hate it. Mislim, fajn je drugače, ker pač hitreje mine, ker se skozi dogaja. Sam ne morem skozi update-ov delati, ker hočem not paditi v knjigo, ne da snemam zraven. Zdaj je 52 minut, drugače sem pa na 13. poglavju. Ta sosed jo je napadel pred njenim blokom, oziroma v njenem bloku. In potem je takoj prišel njen tip, ta Brock, zato da pa je takoj rekel, ja, zdaj pa priješ k meni. In zdaj se bo ta zmenila, bo ona pri njemu živela, on bo the bad guy. I still would have said, probably not, ampak teorija pa je. Ja, glavno napadla je tega soseda zaradi tega, ker je pač on jo napadel in valjda zaradi tega, ker ima ona kartoteko. Ne vem, če sem to povedala, ampak ona je pač ima kartoteko, 10 let je bila v zaporu, to je bilo že v prvi knjigi, ampak tega, da zato je pač ona bolj osumljena, pač slabše jo tretirajo kot njega, zaradi tega, ker pač, pa tudi zaradi tega, ker ga je pač, prvo ga je s solzivcem, pa ga je začela pa še brcati, ker je pač bil na tleh in zaradi tega pač je ona v večjih težavah. A ja, pa ta njen Brock, whatever, je odvetnik, to sem še pozabila povedati. Kakor sem rekla, it's a lot, če kaj zgrešim, se opravičujem, preberite vi knjigo, pa jo probite razložiti, ker je a lot. Ok, predstavljala sem se na balkon. Ja, ta Brock je kreten, ker vozi Audija. Zmer moraš judgati potem, ok? V glavnem, zdaj se je preselila k njemu, čeprav tega noče, ampak for her safety. Zabila sem povedati, da je ta mož, ki jo je najel, ima afero, naj bi imel afero. Za vse v tej knjigi moram reči, naj bi bilo te. Naj bi imel afero, ker ga je videla nekje za eno blondinko, ki ni njegova žena. Se fucking dogaja v tej knjigi, I can't. Jaz bi mogla vzeti nekaj manj, kar se ful dogaja. V glavnem, zdaj se ne bo selila k njemu, zaradi tega, ker sem šla do njega stanovanja in sem videla, da so tega Gatsbyja, sem da reči, Xavierja, Luna je tu in se mi maže noter v telefon. Ker so ga aretirali, ker so v njemu najeli droge, tako da se ne bo selila k temu tipu in bo stala doma, tam v Bronxu, v enem bloku, kjer je nevarno. Girl, this is a lot. Tik skozi je tukaj in noče se usest. Come on, Luna, used se. Ja, pridna, je super. Tu zdaj bodi, uleži se. Fajn. Žena od tega, ki je najel, je glih kar rekla, da naj gre, da naj se ne vpleta. In ta žena je bila čist krvava in pretepena in whatever. In potem naprej je Millie srečala tisto prejšnjo najemodajalko, ki je bila na začetku knjige, ki zdaj skrbi za svojega otroka, which is good. I knew she would come back, everyone comes back, vsi so sas. In Luna dela piškotke na mojemu bušju. To drugač malo boli, ne? Vlež se. Pa se bo vlegla tukaj, which is nice, ampak come on. Also pokrita sem, je fino, a zunaj ni fucking 100 stopinj. Pa na danes ne bo prevroče, ker hoče biti zunaj cel dan, ker je nice. No. Še eno poglavje in na polno se dogaja. V glavnem, Millie ni najel ta mož, ampak njegova žena in sploh ni videla njenega glasa online, ampak je priporočila prijateljica. Which means she knows, da lahko pomaga, perhaps. Ta mož je fucked. A ne lunč. Kje imaš zobek? Zobek. Okay, ta mož je nek tehnološki genij in ona bo zdaj to ženo rešila, zaradi tega, ker je končno žena prosila, naj jo reši. In sta šla najet avto in ta Millie je naročila sivega Forda, ampak potem suddenly sivega Forda ni bilo in je mogla najeti rdečega Hyundaija. In jaz mislim, da je bilo to pač ta mož je pač hackal in je najel pač za njo rdečega Hyundaija. It's obvious. Or is it? I don't know. Enzo is back. Un avto, ki je zasledoval, ne vem, če sem to povedala. I don't know, ne vem, kaj sem se vse povedala. V glavnem, ona Mazda črna, ki je zasledovala čez celo knjigo, je bil Enzo. So he's back in Luna je tudi back. In zdaj mora unga tipa pustiti. Well, shit. Ok. Cute. Imam update, da glede knjige, samo update imam glede tega. I know, little baby.
Of course so ono ženo najdel, oziroma pač ta mož jo je. Predictable, but vse je še full knjige. Zdaj sem na strani 146, pre 34 poglavju in še več kot pol imam. Da pa tu... Au! Ok, če do zdaj niso bili spoilerji, zdaj bojo. Also, upravila sem si make-up dol z učke, ker so me še zmer pekle, tako da očitno bil eyeliner or something. Meli je ubila tega moža, ustrelila ga je, zaradi tega, ker je napadl ženo. In ok, whatever, ampak ta žena se je pol tako smejala nad njegovim truplom, which is weird. Zdaj sumim že njo. Of course, da sumim njo. Sumim vse. Ne maram, kadar ne vem. I need more. Like, okay, zdaj sem pa uradno čez polovico, no. Zdaj je 2 ure pa 8 minut branja. Damn. Pa vmes sem šla na WC. Sam sem dala timer na pauzo. A te kakor govorim, v glavnem. Še ne 2 ure pa bomo vertik. Ta prasica. Žena je podtaknila njej vse. Zato da je izgledalo doma ono afero s tem možem. I did not see that coming. Lahko bi, če bi jaz razmišljala. I don't know, zakaj. This was obvious. To je moja realna reakcija. Mislim, jaz sem res naivna. Jaz sem res tak... Oh my god, osa. Bež. Fuj. A si šla? Mislim, da je šla. Anyways, plot twist after plot twist. Pač samo plot twist je zato, iz vseh njenih knjig. I love it so much. Ne, težko razlagati. Da, če do konca nam nekaj konkretno ful razložila, pač tudi nočem vsega spoilati, like, še vedno preberite tudi vi knjigo, ker so ful zanimive. Iskreno moram nehati brati. Of course, da ste z unim brokom zdaj šla na razen, zaradi tega, ker on misli, da ga je varala. Of course, sam pač tudi razmišljam, zakaj zakaj je toliko enega miscommunication? Mislim, sam povej mu the truth. Res se vražam to, ko se pač liki v knjigah ne pogovarjajo med sabo. Pač se ni toliko bad. Ona je imela nasilnega moža and you were trying to help. Samo to, da si noče povedati, me zmer mot v knjigah. It just doesn't make sense. She was doing the good thing. Also, tu je bila še ena nevrtnica, sončnica, tako še te pa je dopadla. Oh, fuck. Ta tip sploh ni bil ta... what the fuck? V glavnem, ta mož sploh ni bil ta človek, ki naj bi bil. What? Zdaj je pa drugi del in zdaj pridejo POV od drugih ljudi, kot vedno v njenih knjigah. In zdaj govori Wendy. Luna. Zdaj pa ne bom več updatala. Zdaj pa preberite knjigo. I will not tell you anything else. Zdaj se bojo pa stvari zakomplicirale. Oziroma razjasnile. Prvo zakomplicirale, pa zdaj razjasnile, po moje. Jezus, čist sem padla noter. Zdaj sem pred 62. poglavju in stvari so bile pojasnjene. Jaz jih nam pojasnila, zaradi tega, ker pač preberite knjigo, it is so good. Pač, jaz obožujem te knjige, pač sploh zaradi tega, ker jih lahko v to kratkem času preberem, ker sem na 3 urah in toliko še imam do konca. Jaz sem ponosna na sebe. Oh my god, zadnjih par strani in baterije mi na Macu zmanjkuje. 10% je še, ok, to bo držal. Sem na 3 ure pa pol in imam še tukle. Oh my god. I'm done. Timer ustavim na 3 ure pa 38 minut. I did that. Zdaj pa jaz sem full lačna. Tako da zdaj bom dala Mac malo filat, ker ima že res full prazno baterijo. In grem narediti nudelce. Pa timer bo na pauzi vmes. Zdaj sem gotovila, da bom jaz v 24 urah full več knjig prebrala, kakor sem mislila, da bom. Tako da verjetno bom ta challenge naredila samo toliko, da preberem teh 5 knjig. Sem se odločila, da drugač tek, glede na to, da sem toliko hitro prebrala to knjigo, si sem zdaj vzela tek, da pač jem v miru in ne berem zraven. In pol, ko pojem, grem brat naprej. I think I deserve that, ok? Nisem mislila, da je šlo tako dobro. Je pa res, da pač te knjige so res napisane zato, da jih v enem dušku popiješ, ja. Prebereš, ker so tako fast-paced. Ko sem nalačna, oh my god. Nudle bom jedla, se jih bom pokazala na koncu, ampak ne bom pokazala, kaj jih delam, ker to sem vam pokazala že 500krat. Evo, to so moji nudelci, teda zdaj bom pojedla. Ona tule spi, MacBook se pa tam ne fila, teda pol nadaljujem. A ne, Lunko? Joj! Ok, moram priznati, da sem se vzela še mečkam pauze, sem malo bila na telefonu, pol ure potem, ko sem pojedla. Drugač, ko sem jedla, sem gledala nek YouTube video, whatever. Ampak zdaj gremo naprej v naslednjo knjigo. Naslednja je Zapornik. Luna je tukaj z mano, tako da jaz sem ready za
naslednjo. Jaz ti redi, Luna. Timer moram naštimati. Tukaj zraven ga imam in dam play. Začnimo. Pokrita nisem zaradi tega, ker bi me zebl, sem pač zapred kamero. I don't know, zgleda malo bolj modest. Tam moram dati na pauzo zaradi tega, ker prebrala sem eno stran. Ampak je zelo tako vroče, zapihala sem, da grem not pod klimo, ker pa verjetno bom zdaj skušala trgovino, zaradi tega, ker je zmanjkalo mleka, pa bi si rada naredila moj frothy coffee. Skočim v trgovino, iskaj sem imela pauzo, tako da I guess ne berem skozi 24 ur. Zdaj bom pa naredila moj frothy coffee, oziroma jaz temu tako rečem, I don't know, ona fluffy kava from Corona Times. Vodo zavred, sicer ne rabim veliko vode, tako da bi se redno vedeti, led imam. Zdaj sem končno kupila une. My God. To, ne čuje se, ker voda vre. Ok, vodo imam, šalčko. Mora biti instant kava. Treba kupiti počas. Dala bom, I don't know, 3 žličke. Pa equally mislim, da mora imeti cukra. Če se jaz to prav spomnim še od takrat. Jaz sem to skozi takrat delala. Se pravi, 3 žličke cukra. I know, velik cukra, preveč cukra. Ampak danes je težek dan, zaradi tega, ker cel dan berem, danes si zaslužim 3 žličke cukra, ok? Takole imamo tu not in zdaj jo vzamem vročo vodo in jo malo zlijem tu not in vzamem, imam frother in spenim kavico. Zdaj, jaz sem drugač, ko sem bila v Grčiji, sem kupila prav uno za grško kavo, zaradi tega, ker je to oni skozi delajo, to mi je frendica povedala. In je malo drugač kot ta frother, pa malo frother. Načeloma naredi isto kavo, ampak je pa drugačna mašinca, tako da sem imela tisto, to sem kupila tek med korono, ko sem bila dejansko v Grčiji. Med korono, ko sem bila v Grčiji, po koroni, ko sem bila v Grčiji, oziroma tam vmes, ko smo že malo potovali. OG se spomnijo tistega videa. Se sem v bistvu zadnjič govorila o njem na TikToku, ko sem povedala kao, da sem se delala na Sugar Daddy v Grčiji. Honestly, such a vibe. Ok, to je zdaj gosto. Zdaj pa vzamem ledene kocke, dam jih not. In čez zlijem mleko, ko sem ga prele kupila. V to mizo moram pomiti pol. Beautiful! Če vas zanima, kako se naredi frothy coffee, zdaj vete. Slamico. Zdaj pa grem naprej brat. Brala bom not. Imam klimo zdaj. Namreč zunaj je prevroče ratal. In zdaj, ko sem se pelala do trgovine, sem ugotovila, da meni očitno spet klima ne dela v avtu. Ampak sem pa ugotovila, da ima moj avto še eno drugo funkcijo, ki je, da če ti pereš šipe, pa imaš četvrto streho, noter šprica. Tudi da zdaj se lahko s tem hladim. Grem, brat. Zdaj spet skoraj eno urco nisem brala, zaradi tega, ker je prišla moja mami na obisk. Jaz bi res mogla prej folku povedati, da danes me ne smejo motiti, ker... In zdaj sem se spet usedla, ura je 15:03. Slabo mi je šlo, ker sem vmes ful enega cajta porabila za brezveze. Tako da sem zdaj še vedno na 3 urah in 45 minut. Zdaj sem pred drugim poglavju zapornika in ta se pa gre v eni medicinski sestri, ki pride delati v zapor. In pač valjda zdaj na začetku so jo razložili pač pravila, kako naj dela v zaporu. In na koncu je povedala, da je v tem zaporu njen bivši fant. Ga je ona spravila v zapor in zdaj bomo izvedeli, zakaj. Ta knjiga ni imela onega prologa na začetku, kar je super, ker v prejšnji knjigi ni imel nobenega smisla in ne maram jih. To sem že prej povedala. Ok, gremo naprej brati. Se pravi, ona se je zdaj srečala s tem tipom, ki ga pozna iz zapora. On je njen bivši fant, to sem rekla prej, in ona ima sina, ki je verjetno njegov sin. Tako pri prejšnji knjigi nič ne moramo verjeti, ker je pač Frida. Ampak vseeno se mi zdi, da je tudi ta mačken mal, da je vsako poglavje plot twist. Also, mal daljša poglavja so, se mi zdi. Mal se mi zdi, da bolj razloži stvari, ko ona je res bila tek same nove informacije dobesedno skozi. In zaradi tega mi je tale za enkrat boljš. Nič nisem povedala, kak je likov ime, zato da bom lahko naprej z imeni govorila. Glavna junakinja je Brooke, ta tip v zaporu je Shane, sin je Josh, pa še enega frenda ima iz otroštva, ker so oni skupaj odraščali, ki pa mu je ime Tim. In ona se je preselila zdaj v svoje domače mesto, kjer je živela, ko je bila majhna. In Tima je že srečala, zdaj je srečala še tega Shana v zaporu, pa Tim dela na šoli, kamor hodi zdaj ta njen sin Josh. Še kaj, to je to zaenkrat. Pozvala sem še povedati, da dejansko switcha med dvema POV-jema, POV-jema niti ne, med dvema časoma.
Se pravi, pripoveduje zgodbo, ki je v sedanjosti, pa gre na 11 let nazaj, ko se je dogajalo to, zaradi česar je zdaj še in v zaporu. Zdaj sem vse povedala, kar zaenkrat vem. Sem na strani 56 in sem na 4 ure in 25. Ne vem, mi gre hitreje. Mogla bi lep narediti, oh my god. Dejansko bi mogla tole, ne, fuck. Tole bi mogla klikati, zato da imam lepo napisano, sem prej pozabila. V glavnem, prej je bilo 3 ure pa 33. Ja, I'm dumb, ampak imam pa zdaj. Folk pravi, da so si te njene knjige podobne med sabo in ena stvar, ki sem jo opazila, da ima skozi uporablja ta nelagoden občutek, zbadajoč občutek na zatilju, kot da bi me nekdo opazoval. To je bilo v prejšnji knjigi in v tej. Pa malo je podobna Uni, zdaj se pa ne morem spomniti, kje je bila. Popolni sin, mislim, da. Uradno je 5 ur, odkar berem, in sem na strani 112. Ona se je zaljubila spet, I guess, what the fuck, kako mu ime? V Shayna. Paznik jo je prišel opozoriti, da naj pač bo previdna, zaradi tega, ker je manipulativen, ker naj bi že s prejšnjo medicinsko sestro nekaj manipuliral. Tako da his sus, pa tudi to, da so njo starši tako poskušali neko to obvarovati, predtem, da ona ne bi rodila, da bi pač splavila tega otroka, je pač, I don't know, ne vem, kam tole pelje, ampak sem intrigued and interested. Na polovici sem, jaz mislim, da je ta knjiga malo bolj boring, ne? In nič kaj nimam za reči, ker honestly, se skozi kaj dogaja, sam it's not like, ni to kuna. Ona je bila res konstantno neki, ta je res malo bolj tame, I guess. Zdaj, mystery, kdo je bil, kdo je naredil tisto stvar njej, ko so bili mlajši, ja, pač se počasi razlaga in whatever. In Luna kaže rit, fajn. Spet sem lačna ratala, da verjetno sem spet nekaj naredila za jesti, pa malo se moram razhoditi, ker skozi to sedim. Naredila sem si avokado toast, tako da to bom že pojedla. They kissed. Zdaj bojo, I guess, spoilerji. S Timom se je ljubčkala, by the way, ne jokam se, sem kapelj, sem si dala učke, ker imam čisto suhe. V glavnem, s Timom se je ljubčkala. In Josh se je ful navezal na Tima. I have a bad feeling about this. Kaj se bo še dogajalo? Jaz sem ful opravičena, če so ti videi tako not aesthetic, zaradi tega, ker skozi na kavču sedim tu pa perem. Ampak hotela sem to reči. Ful me moti, da v teh knjigah od Frida McFarlane vse ženske mislijo, da vsi moški hočejo sam nekaj med z njimi. Tako dobesedno, glavne junakinje so ženske in potem, kjerkoli ti pride mimo, se bo hotel nekaj. I mean, sam malo je cringe, ker je tok tega. Če bo tudi tak vsake tok, I don't know. Tok me zanima, kaj se tega. Pač še kar nisem prišla do unga dela, da je nek drug POV, pa da se začne nekaj razlagati in to me mori. Hočem odgovore. Se pravi, zdaj vsi ne bi sumili Tima. Oh my god, Tim je bil zaradi tega, ker je že takrat hodil z eno punco, ki je pol zginila in potem je hodil še z eno punco, ki je zdaj zginila in ne vem. Ampak ni Tim. Of course, ne more biti Tim. To je bilo preveč obvious. Ampak Shane tudi ne more biti. To je bilo tudi preveč obvious. Zdaj je pač vsak res med njima. Je pa še un paznik iz zapora. Zaradi tega, ker so se tudi poznali, ko so bili mlajši. Vem, da v tej knjigi nisem nič kaj toliko razlagala vmes. Nekako računam na to, da ste mogoče prebrali. Če pa niste, boste pa zdaj. Zato da lahko zvete, kdo je bil. 6 ur in 21 minut, odkar berem. Tako da ja, verjetno sem zmatrana. Juhej, imamo osumljenca. Tim ima v kleti truplo. Ok. Ne vem, ta knjiga mi ni tako všeč. Ona je bila boljša. Jan je doma. Jaz sem doma. Zdravo, Jan. Pa Luna si ritmijo. Kaj delaš? Knedle delaš? Ja, ampak jih delam, jih samo zdaj pečem v vrtinah. Ja. Poslušaj, pogledam proti shrambi. Mislila sem, da je zmanjkalo mešanice za palačinke. Pravzaprav sem jo sam naredil. A res? Sama nisem niti vedela, da je to sploh mogoče. Kaj je narobe z Američani? V trgovini. Saj sem zadnjič v Londonu tudi videla, pač pancake mix ali whatever. Ja. Sem pač, come on, no. Pač i rumenjake si lahko biš v tetrapaku. To je Fucking beljake si lahko biš v insane. tetrapaku. To me je bolj strigiralo, kot karkoli drugega. 53. poglavje. Zdaj se je končno razrešilo, kaj se je dogajalo. Ni mi tako dober. Ni mi tako smart. Ni mi tako... Mislim,
Je kind of obvious, zdaj, ko gledaš nazaj, ampak ta mi ni tako dobra. Sorry, tok še imam. Konec! Stopping the timer, ta je trajala. Zdaj tu moram upoštevati, da sem pol ure moral še dodati zraven, sprav 3 ure pa pol spet. Koga pa dolgo doma? 200 strani. 285. Ljudje rečejo, da prelaufajo maraton, lahko povem, da jaz pa preberem 2 knjige na dan. A ne, Luna? Naslednjo. Se ne vem, koliko sem jim še dala, iskreno, po mojem zelo šla na poslo, brat, zaradi tega se že cela na kavču. Zunaj sem prej sedela, prej sem zunaj sedela, dok ni bilo prevroče, ampak ja, zdaj imam pa še, zdaj kaj ti izbereš. Čakaj, tule jih bom dala na mizo, pa snela, da bom makam. Kjera naj bo naslednja? Toto. Tata. Ja. Tata se najbolj veselim. Really? Ja. Hvala! Si jo mislila pustiti za kasneje? Ja, actually sem jo hotela imeti za zadnjo, ampak if you say so, tako da jaz se zdaj predstavim tja. Zdaj sem se predstavila v posla, tule imam 3. knjigo. Timer je ready. TV-jo mi neki YouTube ne dela. No internet connection available, what? Kontrola ima prazno baterijo, zdaj moram iti po kabel. Moram zdržati. Also, zelo malo ne bom snemala, bom pač kar začela knjigo brati, zaradi tega, ker imam prazno baterijo na fonu. Tega, da se bo zelo malo filov. Vem se zrihtati ta internet. Rabim neko muziko, zraven ne moram v tišini brati. Tega mi ne rad zrihtati, tako da imam tukaj muziko na Macu in sem že na 15. strani. In first of all, ok, sprav knjiga se začne s tem, da gre the main character na date z nekom iz Tinderja oziroma iz neke druge aplikacije, I don't know, iz nekaj kar Tinder. In ta tip je pač full creepy. Ime mu je Kevin, njej je ime pa Sydney. In prva stvar, ki sem jo opazila je, poleg tega, da je on totalno creepy in da je pač, oh my god, thank fuck, da ne rabim datat. Fucking hell. Take stvari so se tudi meni zgodile. It is so fucking weird. Kako lahko moja mala solata in dietna Coca-Cola z napitnino vred staneta $38 in naslednja stran. Na katerem planetu mojih 40 evrov za solato pomeni, da me je on peljal na večerjo? Drugič toliko imajo tajpa to te slovenske knjige včasih, da je prav. V glavnem, to je zdaj samo prvo poglavje, ga bo gledal zdaj konc. Ampak I'm getting so sleepy. Če na eni točki sam enostavno neham snemati, je to zaradi tega, ker me je preveč sram, da bi priznala, da nisem zmogla bedeti dlje. In vam ne bom niti povedala, koliko je ura. Ker zdajle je ura 10. Fajn bi bilo, če bi zdaj še to knjigo danes prebrala, sam vem, da ne bom zdržala. Ne bom mogla. Ni šans, ker že zdaj umiram in this is still a lot. Ampak ja, gremo naprej brati. Danes v bistvu praznujemo. Zaradi tega, a sem rekla, da grem na razgovor za šiht? Mislim, da sem. Ja, sem. Glavno dobila sem šiht, čeprav ni bil ponedeljek. In danes praznujemo z ribicami. Jan je tudi tu. Zdravo, jaz Jan. Zdravo, to je Jan. In to je mami. Zdravo, jaz sem mami. Danes je četrtek in jaz gledam Horrible zdaj, zaradi tega, ker me glava boli in sem cela boga. Ful se ne počutim v redu, I don't know. Pa moja zaradi tega, se pravi, da se pelala malo z avto in sem na streho dol in klima mi ne dela, 100 stopinj imam na to avtu in simply groznje. Ko me čaka na mine tale vršinski val, pač upam, da bo jutro že malo bolj normalno, ker jaz tole s klimo ne bom preživela. Pač so mi jo nafilali, pa je spustila, tako da zdaj je treba nafilati še enkrat pa popraviti. Tako da to bo projekt za čim prej, ker je pač zunaj res 38 stopinj. In je crazy, pač jaz se spomnim teh par let nazaj, ko smo bili na morju, da so sedeli v avtu, pa je bilo v avtu 42 stopinj, pa smo bili tako, to je zato, ko smo na morju, oh my god. Ne, ni več smešno, ker nismo na morju, you know? It's scary. Tako da jaz itak ne prenašam vročine. Klimo imam konstantno na 18, zaradi tega, ker drugače bom umrla. Zdaj imam sicer tukaj okno odprto, zato imam vsaj malo lufta tukaj noter. Moj life se spreminja. Dobila sem novo službo. Začnem delati v SkinC v torek. Danes je četrtek, tako da imam še mečkan fraj. I am still a free person za ta vikend. Jutr imam zdravniškega pa varnost pri delu, tako da grem to narediti jutr. V Celju moram biti ob 7 zjutraj. Kar, jaz nimam problema se zjutraj zbujati. Pač to, da bom mogla zdaj pač hoditi na šiht, da moram biti tam ob 8 zjutraj, mi sploh ni problem. Pač to mi je tak, itak se zbudim ob 6, zaradi tega, ker pač Jan gre na šiht in se jaz zbudim tak 15 minut potem, ker on gre. Tako da, that's not gonna be a problem, ampak tisto jutro zjutraj ob 7 je pa malo crazy. Also nimam pojma kam iti, nekje v Celju. Po mojem bom vlogala. Ful mi je lažje pa, če malo vlogam tam. Ampak ja, včeraj sem podpisala pogodbo, tako da
the job is secured. Delala bom kot social media manager oziroma content creator, kar bo zabavno, veselim se realno. Ta firma se ukvarja z pač temi štirikolesniki, z pač adventures stuff in jaz bom za njih delala content. That's fun. Ampak ja, jaz 5 let zelo nisem imela službe in to je kind of scary. Preden ok komentira, ni fora v tem, da jaz 5 let nisem nič delala, 5 let sem imela svoj biznis. Nazadnja služba, ki sem imela, bila Pop TV. That didn't go too well. Tako da sem bila malo anxious, oziroma še vedno sem malo anxious, ker je pač res je sprememba tek moje rutine, pa pač kako bom delala, ampak vem, da sem hitno navadila, ker to, kakor se spomnim teh za nazaj, kakor sem jaz padla noter v rutino neke službe, mi je zmer bilo zabavno. Predvsem se veselim tega, da sem končno malo med ljudmi, ker pač tudi to, da sem konstantno delala sam za sebe, ne vem, pač mogoče sem šla enkrat na mesec na kako snemanje. Jaz sem bolj kot ne vse delala sama in pač you get lonely real fast. In sva zdaj zaradi tega, ker nisem več v Ljubljani in pač tukaj nimam neki toliko družbe, koliko sem imela v Ljubljani, je pač še zaradi tega pač malo težje. Ampak zdaj se bom pa malo bolj tudi družila z ljudmi in pač malo bom med ljudmi bolj. Iskreno ne vem, ko bom delala še tedenske vloge, probala bom, pač zaradi tega, ker me to ful zabavno dela. Ampak če se slučajno vmes zgodi, da pač kakega vloga ne bo, bom mogla pač skompenzirati z nekimi drugimi. Moram pač si spet narediti nek plan, kakšne videe bom delala še za YouTube, pač outside of vlogs, ker hočem pač obdržati to mojo rutino, da objavljam vsako soboto. That's gonna be a challenge. Na more gremo drugače vseeno, na more gremo 20. Gremo s Tejo tako vsako leto, da hvala Bogu, to sem dobila, da gremo še vse na morje. Ampak ja, danes zdaj čakam, da prije Jan iz šihta, ker gremo neki v trgovine, ker imajo Janovi frendi somehow, imata 2 frenda naenkrat isti vikend rojstnan. In moramo iti pač kupiti darila. Upam, da bomo šla, ja, valjda bomo šla z njegovim avtom, ker moj nima klime. Oh, kako si cute. Ojoj. Vi ne morate tega videti, ne vam pokažem. Ojoj. Nimam poslane posle, ker sem zelo tukaj ležala, ker me fucking glava boli. Moja me zdaj še malo ponepala, preden prije Jan. Pa gremo, če bom preživela, mogoče moram kakšno tableto zdaj. Pomanjša tableto zdaj. V glavnem, jaz sem zdaj bila na zdravniškem, vse je super z mano, zdrava sem, tako da that's nice to know. Zdaj pa čakam tukaj sretni česar, ker grem na varnost pri delu, I don't know. In res sem in the middle of nowhere, v nekje v Celju. Pa gremo z Jurijem na kafe, zaradi tega, ker sem malo bila parkirana na Jurijevem parkingu, tam, ko on dela. To je to, zdaj pa grem to delati. Dejansko mi je tole bolj zoprno, kot pri zdravniški. Tako tudi, ko mi je krije malo, I have no issues with that, razen tega, da pač ne morem gledati, ker mi je disgusting. Tako da tole zdaj pa, ne vem, pač sam ne ljubi se mi. Kupuješ snacks za na šiht? Ne, za na trip. Ja, za na trip, jaz sem mislila, da to ti na enem šihtu poješ. Ne, to je trip. Kaj si rekel? Najboljši trip je road trip. Res je, jaz sem vzela pa enega monsterčka, da se nagradim za danes, ker sem zelo trpela. Zdaj sem na kavi, zdaj pa gremo vsak svojo smer. Juri gre na šiht. Jaz grem pa tam. Kaj? Kaj je to šiht? Ne vem. Ne vemo mi SP-jevci, kaj je to šiht. Ne, samo, mi vemo, kaj je šiht, mi ne vemo, kaj je odmor. Ja, tudi to je res, ja. Pa ne vemo, kaj je dobra plača. Če se kar plačuješ, moraš dati fucking na davčno, zato da dobiš povrjeno. Ja. Evo, vse knjige, ki smo jih imeli, smo jih vrnile. Nič ne bomo novega vzeli, zaradi tega, ker imam jaz doma že preveč knjig in zdaj sem dobila še eno pošiljko novih, tako da tukaj gledamo zdaj progres. Sem že prej malo pokazala, v glavnem napreduje. Ja, ne razumem glede tega, da je pač vse spet tako svetlo. Tako malo mrtvo deluje, no. Ne vem. Evo, bomo videli, kako bo na koncu. Bilo fajn, če bilo še kakve klopi, pola, no. Ja, vse bilo. Ja, no. Gremo naprej? Yep. V Celje. Ja, da jaz to povem. Danes je najen zadnji ponedeljek, zaradi tega, ker grem jaz jutri na šiht in ne bomo mogli dopoldan hoditi, bomo pa popoldan v ponedeljkih. A ne? Ja. Ja, če se nam obljubili. Bobo. Bobo. Okay, guys, danes je torek. Danes je moj prvi dan na šihtu. Tukaj imam mojo kavico, Milan. In ura je
točno 7, tako da jaz moram 8 biti tam, do tja mene pol ure, teda imam še nekaj cajta. Zbudila sem se ful prezgodaj, pač bi se kasneje zbudila, ampak pač sam to, da vidim, koliko cajta bo trajalo, da se jutri zrihtam. In ni trajalo to dolgo, make-up sem si naredila v 20 minutah. I think it's awesome. Včeraj sem kupila nov puder, oziroma ta puder sem že uporabljala. Tako da tole je od Makeup Factory v odtenku 06. To je edini puder, ki me paše in je amazing. Sicer je malo dražji, tako skoraj 30 evrov je, ampak it's amazing in moja koža je glowy in ni toliko full coverage, da bi pač vse pokrili, tako da definitivno rabim mačken concealerja čez, ampak I think it looks cute. V glavnem, malo sem živčna, kar je normal, tako ful hočem narediti video realen, my experience of getting a job after fucking 7 years. In da to razložim, ker sem mislila, da bom naredila še en vlog, sem imela že neke stvari posnete o tem, pol sem se odločila, da raje ne, v glavnem zdaj bom povedala. Zakaj jaz 7 let nisem imela šihta? Jaz sem 6 let. Čeprav že prej sem to delala, ampak preko mami. V glavnem 2020 sem jaz odprla SP, predtem sem delala v kavarni, pa v Fotozoomu v Velenju, pač kjer sem basically kavarni logično sem stregla, v Fotozoomu sem pa delala fotke, pa pač printala, pa nisem imela veliko strank, teda that was fun. Da sem v bistvu veliko knjig sem prebrala. Pol sem pa odprla SP in sem tak do zdaj, basically, sem pač delala to. Vmes sem delala sicer na Pop TV, ampak Pop TV ne morem šteti kot pač regular job, zaradi tega, ker pač ni bilo 9 to 5, ampak je bilo pač, ko so me rabili, oziroma konstantno, iskreno. Jaz nisem delala 8 ur na dan, jaz sem delala 24 ur na dan. Pa še pol so me klicali konstantno, nima veze. V glavnem, ne štejem Pop TV-ja kot pač regular job, ki sem ga imela, ker je bilo tudi malo drugače na ta način, da ko sem dala zelam fertik, sem našla domov, tako da to je vse en malo drugače, kot pa to, da pač grem zdaj na šiht dejansko od 8 do 4 ali pa od 9 do 5. Zakaj sem se pa zdaj odločila, da pač grem si poiskati službo? Je pa zaradi tega, ker sodelovanja enostavno niso več to, kar so bila. Za en izdelek ne prelezam več kot 100 evrov. Čeprav je pač včasih bilo lahko tudi, ne vem, za en YouTube video je stal 1000 evrov. Kar z enim YouTube videojem se lahko pa pokrijem, pač basically cel mesec. Zdaj pa res za en TikTok 50 evrov. Največ, kar sem v zadnjem letu dobila za eno stvar, je bilo 300 evrov. Pa zdaj se to ful tako narobe sliši. Sam je vseeno, tudi te izdelki, ki sem jih pač dobivala ponudbe, niso bili več tako nekaj takega, kar bi mene dejansko veselil in bi pač hotela delati reklame za to. Ker recimo, dok sem delala za Huawei, pa za PlayStation, pa tudi zdaj za Hisense. Hisense je bil v redu. So izdelki, v kire jaz verjamem in so pač neke stvari, ki so dejansko uporabne in mi je bilo to fajn delati. Pol, ko se je pa enkrat začelo s temi sam še neki prehranski dodatki, kar priznam, da sem jih vzela, zaradi tega, ker pač a girl's gotta live in pač na eni točki drugega ni bilo. In sem pač to vzela, zato da sem vsaj nekaj zaslužila tisti mesec. To mi pa pač ni. Vem, da ko sem delala za one fish oil, whatever. Mislim, sej drugače z izdelkom ni nič narobe in my honest opinion te omega-3 tabletke nič ni narobe z njimi, ampak pač to ni moj brand. In pač jaz nočem tega delati. Se mi ne zdi iskreno, da bi jaz pač čist skočila v te stvari, samo zaradi tega, ker moram zaslužiti cash. In zato sem pač začela pol iskati službo. Čeprav nisem dolgo iskala, zelo hitro sem jo dobila. Kar svaka mi čas, that's awesome. Folk, ki je konstantno komentiral te stvari, ja, da jaz nimam nič izkušenj z delom, pa ne vem kaj vse. Jaz imam za sabo 10 let upravljanja z družbenimi omrežji, dobesedno od začetka do zdaj. Sem na tej sceni, razumem to sceno, ampak do zdaj še nikoli nisem šla nekam tek, da bi dejansko bila pač content creator za neko firmo, ker ni bilo treba. Ker je bilo drugih stvari dovolj, da sem lahko pač si pokrila vse stroške, ki sem jih pač imela in je bilo super. Zdaj pa pač, ker ni več šlo, sem pa rekla, ok, dajmo to probati. In ful sem vesela, da je dejansko v moji niši, da je pač moja stvar, da še vedno delam z družbenimi omrežji in da bom pač delala content za eno firmo. I'm so excited about that. Ampak ja, zaradi tega, ker je danes šele prvi dan, of course, I am still very nervous. Največ, kar se bo za prilagoditi, je to pač, da je 8 ur. Pač to bomo videli, kako bo. Glede na to, da sem pač že imela izkušnjo s tem, mi ne bi smel biti tak problem. Pa honestly, sama pri sebi sem opazila, da pač, ker sem zdaj, dok sem imela veliko dela, da sem imela veliko za snemat, nisem pogrešala tega. Pa kind of tak
pogrešaš neko rutino in da pač da te nekaj prisili v to, da pač si malo bolj aktiven. Ker jaz sem malo včasih ful deloholik, pač iskreno, ker sem jaz začela in v kavarni, in v Zoomu, in pač tudi na Pop TV-ju, jaz sem ko veš, v šoli, ki se učiš že pred prvim dnevom. Pač Hermione Granger, pač jaz bom vedela vse in hočem se pripraviti in hočem deliverati. Najbolj škokr lahko. Kaj sem hotela s tem povedati? Jaz moram imeti neke travme iz šole ali nekaj. V glavnem ja, zdaj sem zrihtana in zdaj spijem tole še do konca, pa grem. Lahko se danes brez strehe prava. Po mojem nekaj imam tole frufru. Ful sem si fajn frufru naredila. Po mojem ne mogla brez strehe iti. Prav vreme je oblačno, po mojem tudi me premrzlo, da bi šla brez strehe, če bi se oblekla bi lahko. Pol nazaj grede verjetno ja, ker bo že malo bolj vroče, pa nimam klime v avtu. Jaz že ful vibam s svojim make-upom danes, but what the fuck, I popped off. Mogoče, ko prijem domov, bom dejansko še en tak orank video posnela, ker jaz sem si danes ful všeč. Jesus. Pozabila sem vlogat. Danes je moj 3. dan na šihtu. Delam si zdaj make-up. Glavno pri mami sem, zaradi tega, ker je mami šla nekam v Avstrijo spat. Midva smo pa tukaj, ker imam tudi jaz zdaj od tukaj bližje do šihta. Tak 15 minut, but yeah. V glavnem, kako je na šihtu? Zdaj, prvi dan, valjda, bila sem ful živčna, tako ste videli. Iskreno, bila sem za brez veze živčna, ker sem se ful hitro ujela, pač itak delam te stvari, ki jih delam že cel life. Tako da pač delam promocije na Instagramu, na TikToku, na Facebooku, whatever, in pač snimam in govorim v kamero in dost easy. Tako da je to pač ful naravno in nimam nobenih težav s tem. In pol editam cel dan in objavljam te stvari. Tako da, če vas zanima, lahko greste na Ski and See, Instagram, TikTok, greste pogledati, kaj jaz delam, ker je ful zanimivo. In sem ful excited za vsak dan, danes je še 3. Ampak, ker lahko pač delam tudi tako zanimive stvari v Canvi in I find that a lot of fun. Kind of a learning curve z mano in Canvo, ker pač Canve nisem toliko uporabljala, sem bolj Photoshop user, ampak se pač učim preko tutorialov in ni toliko zakompliciran, pač Canva je dost easy. Kar se tiče zbujanja zjutraj, tudi nima nobenega problema. Zdaj je ura 7 in jaz sem se že prej zbujala približno isti cajt, kakor je Jan šel na šiht in zdaj se zbudim v bistvu isti cajt, ko se on, oziroma majčkeno kasneje, ker se on zbuja že tako pol 6. I'm feeling good. Edino, kar pač moram zdaj se malo navaditi, da pač, ko prijem domov, moram se montirati tudi svoje stvari. To še moram malo pogruntati, kako bo, ker sem tekunu v unem, ok, zdaj pa prijem domov in zelo počivam. But I can't še vedno obdržati svoj stuff, ker mi to veliko pomeni in nočem pač tega zgubiti zaradi tega, ker imam job. But I can do it. I've done it before. Sam pač navaditi se moram. Jaz si delam mačkem bolj orange make-up. Fajn je, ker si lahko naredim orange make-up zaradi tega, ker pač itak sem pred kamero in I gotta look good. Oh my god, za obrvi sem pozabila doma. Oh my god, ne. Recimo, da imam neki moje barve obrvi, pa en čopič, ki je približno čopič za obrvi. Ok, that looks good. Kind of looks good, yeah. Pozabila sem še bronzer, pozabila sem blush. Meni je ful fajn, da imam nekaj za delati, nekaj outside of my own stuff, ker tako sem zadnjič rekla. Pač ta sodelovanja, ki so zdaj ratala za info, meni to enostavno ni več. Ful rada snemam. Všeč mi je, da si lahko rečem influencerka. Tek res, te ponudbe, ki sem jih jaz začela dobivati, sem bila guys, ne. Ker ne moram delati reklamo za nekaj, v kar ne verjamem. In honestly tudi ne vem, kam gre vse to skupaj pač s tem influencerjem. Pač sej lahko dobiš ful huda sodelovanja, sam pač res nas je preveč na sceni trenutno, oziroma te nas je že nekaj cajta. Se mi zdi, da res pač moraš delati norca iz sebe, če hočeš zares biti uspešen. Meni pa tudi tega ni, pač I just wanna create my own art in pač vlogati tako zmeri in delati pač take TikToke, ko meni pa še nočem delati teh trendov, pač nočem drame iskati in od drame dobiš največ ogledov. In glih včeraj sem videla TikTok od Nuše, ki je bila na Samskem, ki je govorila o tem, kako pač influencerji niso za na kmetijo. She made a fair point. Pač, da se to ne more mešati, isto obratno, pač tisti, ki so na kmetiji bili, pač ne morejo biti influencerji, oziroma pač težje jim je, ko pa tisti, ki to delamo že cel life. Sem bila vabljena v kmetijo in pač se štekam.
Lahko bi si kariero mačkam boostala za neki cajta, ampak jaz vem, da pač absolutno ne bi delala dosti drame, da bi lahko bila tam. Ker mene je tako bolj kurac za vse skup. Pa tudi pač, pa ko bi prišla ven, eno leto bi mogoče pač dobivala boljše sodelovanje, kot sem jih do zdaj, pa tudi to minilo. Ker bi pač naslednje leto bila nova doza folka. In zato nisem fan reality showov in pač tega, da folk rata slavim po realityju, what's with the hair. To, da ti dejansko pač objavljaš kvaliteten content, moraš res imeti strast do tega. Ker to res ni easy in pač, če dobiš ti nek boost od televizije, ja, za neki cajta, sam pa tudi firme skužijo, da pač you're not, nočem biti kakorkoli žaljiva, but you know what I mean. Če bi bila vabljena na tek, ne vem, ja šef, na Masterchef, bi verjetno šla, ker bi mi to bilo veliko bolj fun, čeprav ne znam kuhati. Mislim, znam kuhati, but it's not a passion of mine. Kaj so še kakšni taki šovi? Na Sanskega moškega v lifeu. Če bi bila samska, mene prepričaš, da grem na Sanskega. Ali grem danes s tako frizuro na šiht? This look good. Pač sada imam drugo frizuro, zaradi tega en dan imam v redu frufru, drug dan nimam v redu frufru. I guess it's okay. Tega so moji vlogi, moj reality show, tega sem za manj drame, pa manj nagrad. Na koncu ne bom dobila keša. Drugač pa ja, zdaj pa grem na šiht in ob 4 končam in mogoče bom danes posnela te šihta, oziroma tak mizo in kako delam, mogoče. I don't know, not sure. Če slučajno ne bom, se opravičujem. Okay. Ja, malco imam še na šihtu, mi je še od včeraj ostala. Pač malo je butasto zaradi tega, ker jaz ob 8 začnem in tudi trgovine se odprejo ob 8 in pa nimam malce. Mislim, ne morem iti zjutraj po malco. Grem zdaj in se vidimo ali na šihtu ali pa pol. Bye! Moja frizura. Danes petek je, which is great, ampak jaz nimam klima v avtu in tako umiram v avtu in za me glava boli od tega in anyways. Po šihtu sem šla mečken v shopping in zdaj bom naredila mečken haul, ko vse sem kupila, ker bi rada eno stvar razprobala. Drugač pa ja, ful lepo mačko imam from work. Ne bom je nosila skozi, danes smo naredili fotke za spletno stran, da bojo mene gor dali, tako da zato imam to majco gor. But I think it's very cute. Zdaj delam še na YouTube reklama za Skinsy. I'm not paid to do that. V glavnem, bila sem v Millerju in kupila sem, to je moja majica, ki sem jo zadrila. Kupila sem nove nohtke. Tokrat niso iz Primarka, ker pač nič ne grem v Ljubljano in sem kupila pač te v Millerju. Čeprav, zdaj sem imela tele, mislim, da sem te kupila v Londonu in pa še tole rožico sem dala gor, whatever, ampak niso mi bili to kvalitetni, tako ta se mi je dobesedno cel odlomil danes. Zakaj? Tati res niso bili okej. Taki tanki so, kar neki se lomijo. V glavnem, jaz sem vzela nove tele, ki so vseeno full cool, pa te sem že imela, pa sem jih full v redu. Tako da, to je to. Pa sem vzela valjda lepilo, da si jo lahko zalepla gor, ker mi ga je zmanjkalo. Pa sem pa kupila šminkice, v bistvu tole sem kupila v DM-u, tele sem pa kupila v Millerju. In kupila sem eno tole vinyl, ker ta je full obstojna in pač zato, da si ne rabim na šihtu kar naprej šminke delati. Moraš še pretresti, pa fajn je, ker dejansko pač ostane ceden shiny. I like that. Pa vzela sem še en lip liner, sem ugotovila, da mi malo pač bolj pašejo rjavi odtenki, zaradi tega, ker imam pač rdeče lase in pol kind of ne paše zraven roza ali pa rdečo. Pa tako da tretja iz DM-a je pa tale Pilo šminka. To mi pa po moje jutri zjutraj probala. Ok, se delam zdaj v kamero, tako da če ni perfekt, je to zato, ker nimam špejla. Ful me drugače zanima, kako bo tale. Še nikoli nisem imela peel-off šminke. In pol naj bi s to stranjo lahko zablurral malo. Jaz tek ne rabim zelo moje, zaradi tega, ker je itak dala tato čez. Je pa basically podoben shade. Nič ne vidim. Tale je v odtenku 120 Punchy. Tale je pa, ta je od Maybelline, ta je pa od Catrice. Ta je pa 050 Flick. Ne smeš jih skupaj rabati.
baje. Samo je bilo strah, da bom vzela pretemno. Zdaj sem res bolj na hitro naredila, da ni to. Pa sem pa vzela še maskaro, to, ko jo uporabljam že dobe 27 let. V glavnem DM-u sem pol vzela še tale Calming Toner. Mislim, da naj bi ta bil dupe za Road Milk, whatever. Ja, mislim, da je to, ker mi je enega zmanjkalo. Tako da imam zdaj tole. Pa še, kaj sem vzela? Aha, pa še eno kremico. Od Baleje Collagen Boosting Cream. Oziroma upam, da bo taka mačka bolj lahka, ker jaz ful ne maram teh težkih krem, zelo ker je vroče pač polet. In upam, da bo ta v redu. Zdaj tule noter so še stvari od Jana. To ima neka darila za njegovo teto, tako da zato je v darilni vrečki. A za sebe sem vzela še tale foot peeling mask. To bom po moje naredila pa ko več poletje. Ker, pol ne moreš nositi brez zoknov. Zdaj sem opazila, da je to kraljevski podcast merch. Pa bila sem še v Felixu, ker sem se nagradila zato, ker je za mano prvi teden šihta. In kupila sem Hišna pomočnica opazuje, tako da imam zdaj še tretji del in ga bom lahko prebrala in bom povedala, kako se mi zdi. Ampak ne bom ga še zdaj brala, ker moram se malo odpočiti od Frida McFadden, ker so vse njene knjige iste, ampak I love them, I still love them. V glavnem, zdaj, kaj je plan za danes, ni nobenega plana več. Jaz sem zdaj šla se stuširati. Jaz to švicam, imamo avto, pač you have no idea, koliko imam sporočno v avtu. Make-up si gremo mit in ne vem, če se še javim kaj danes. Vloganje trenutno mačke mi gre slabš, ker pač, tako sem že 100krat rekla, moram se mačke navaditi, ampak se bo. Ok, vem, da je bil tale vlog tak full messy in pač par dni vmes je manjkalo, whatever. Ampak zdaj ga je konc in za naslednji vlog se bom potrudila, da bo večkrat bolj po vrsti. Drugače pa ja, tako vedno, če ste uživali v tem vlogu, dajte mu en like, da spodaj se naročite na moj kanal, komentirajte kaj in vidimo se naslednji teden. Še kaj? Ne, to je to. Bye!